Raziskovanje na področju humanistike pa družboslovja, kar jaz počnem skozi raziskovanje jezika, je posebno v tem smislu, da s tem, ko raziskujemo neko določeno stvar, pojav znotraj družbe, v resnici raziskujemo sami sebe. Jezik je tisto, kar iz človeka naredi človeka. In v resnici, ko raziskujemo jezike, raziskujemo tudi to, kako jih uporabljamo. Kako jezik prispeva k temu, da mi lahko živimo z drugimi ljudmi. In v tem smislu se mi zdi zelo pomembno, da ena družba, kot je naša, recimo razvija ta način razmišljanja, ta način raziskovanja jezika, ki ni zanimiv pač sam po sebi, ampak zanimiv je najbolj v toliko, kolikor je jezik podlaga za to, da mi lahko znosno živimo drug z drugim v družbi. Moje področje je pisanje oziroma poučevanje pisanja. In tesno povezano s tem je tudi ocenjevanje pisnih izdelkov. In pisni izdelki so zelo kočljivi za ocenjevanje, ker prihaja do velikih razlik pri ocenjevalcih, ker pač vsak ocenjuje svojega zornega kota, vsak malo drugače bere, tudi okuse želi vmešati. In naša naloga je seveda, da to ocenjevanje čim bolj uskladimo oziroma standardiziramo. Jaz raziskujem, kakor se reče, text linguistics, to je, beremo en tekst, tako beremo en stavek oziroma tekst za eno stran, za 3 strani, za 10 strani, pol kako človek razume ta tekst iz te črke. Jaz poučujem japonščino in naši slovenski študenti se učijo japonščino, pa zdaj že berejo kakšne literature, knjige, pa tudi stripe. Takrat, kaj se dogaja tukaj v glavi? Ali kako razumejo črke, pa kako razumejo te fraze, pa kako to sestavijo kot en ta pisan svet. Ukvarjam se z atomsko strukturo snovi. Tisto, kar me zanima, je, kako so v neki snovi, v nekem materialu, atomi in molekule povezani, zloženi skupaj. Atom je sicer grozno majhna reč. Torej, skoraj nepredstavljivo število atomov lahko zložite v vrsto drugega, poleg drugega na 1 milimetru dolžine, ampak vendarle je še predstavljiv. Se pravi, če so atomi zloženi tako, bo ta material imel take lastnosti, bo prevoden, ne bo prevoden, bo izolator, bo odbijal svetlobo, bo imel mogoče tak zdravilni učinek, on bo strupen. Če so atomi zloženi drugače, lahko so enaki, isti atomi, pa ima snov drugačne lastnosti. Moje delo je zelo raznoliko in mislim, da bi se večina raziskovalcev strinjala z mano, zato ker je treba nekako balansirati med dejanskim delom, dejansko raziskavo nečesa, v mojem primeru naprimer analize človeških kosti, pa potem neko sodelovanje z drugimi ljudmi, da čim več različnih aspektov interdisciplinarnosti pripeljaš noter. Tako da zelo raznoliko, včasih naporno, včasih zabavno, včasih se misliš, zakaj sem se že tega lotil. Tako kot pri občutkih. Pri tem, kar jaz delam v umetnostni zgodovini, se običajno vse začne s terenskim delom. To pomeni, da moraš iti na teren, moraš zadeve popisati, pofotografirati, si jih natančno pogledati, od spredja, od zadaj, okoli, kako v prostoru funkcionira. Ampak to je samo ena stvar, to je tisti začetek. Druga stvar je pa nabiranje podatkov, tisti, ki so že zbrani. In v tem primeru sta pri nas 2 zadevi, ki sta tako kot laboratorij za naravoslovce. Eno je knjižnica, kjer moraš pregledati praktično vse, kar je bilo v nekem objektu, spomeniku objavljenega, napisanega. Druga stvar so pa arhivi. Pol se pa začne, pol treba pa malo pokombinirati. To, kar si videl na terenu, to, kar si prebral v arhivu, to, kar so pred tabo že mogoče napisali o tej zadevi, ker ni treba niti, da se zadeve zelo ujemajo med sabo in videti, kaj iz tega lahko dobiš. Jaz se ukvarjam z raziskovanjem okolij, ki so skriti, se pravi z raziskovanjem življenjskega okolja, ki je skrito pod našimi nogami, ki je naseljeno z izjemnimi enkratnimi živalskimi vrstami, ki živijo samo tam. Recimo, človeška ribica je bila prvič znanstveno opisana iz našega krasa. Z odkritjem hrošča drobnovratnikov po Stonski jami v prvi polovici 19. stoletja se je pa pravzaprav vse začelo. In takrat so začeli odkrivati prave jamske živali, ne samo v Sloveniji, po širšem dinarskem krasu in po celem svetu. Zato rečemo, da je Postojna oziroma Slovenija zibelka s biologije.
Pri svojem delu proučujem viruse in pa bakterije. Zanima me, ali so ti viruse in bakterije prisotni v nekem vzorcu. Zdaj, ker sama delujem na področju veterinarske medicine, so moji preiskovani vzorci, različni vzorci živali. Te raziskave so pomembne predvsem zato, ker nas zanima, ali je neka žival okužena z določenim virusom ali bakterijo, oziroma ali je neka hrana kontaminirana z virusom ali bakterijo. Sprav, to je posledično pregledujemo te vzorce hrane, zato da ne bi prišlo do zastrupitev in okužb pri ljudeh. Sinologija je v bistvu stroka oziroma študij, ki je vezan na kitajski jezik in kulturo. No in jaz vsekakor mislim, da moje delo je pomembno tudi v tem družbenem smislu, zaradi tega, ker konec koncev služijo vsi ti rezultati mojega dela, če tudi konkretno niso uporabni, na nek način zbliževanju oziroma gradnji mostov med evropsko, slovensko in kitajsko kulturo, na nek način nam vseeno pomagajo pri tem, da lahko bolje drug drugega razumemo. Kot mlad mulc tam nekje v osnovni šoli, več impulzov je. En je bil seveda moj bratranec, ko smo imeli neskončne pogovore o tudi fiziki, potem moja profesorica matematike, ki me je naučila geometrije, to mi še vedno koristi. Pa seveda taborniki, se pravi, ne bojiš se narave, si lahko po noč zunaj, kdaj pa tudi kakšno zvezdo mimogrede vidiš na kakšni nočni straži tam ob 4 zjutraj, tako da zna biti zanimivo in včasih z tega dobite kakšen namig, kaj bi radi počenjali. Kot otrok, sigurno že v osnovni šoli, sem vedno imela rada kakšne take poskuse, če je kaj raznesel ali pa eksplodiral. Kasneje, ko so se začele te forenzične nanizanke in nadaljevanke, me je blazno zanimal ta aspekt znanosti. Spravo forenzika, laboratorij, odkrivanje teh DNK v nekih vzorcih nukleinske kisline in to potem tudi zdaj dejansko počnem. Ko sem bil majhen, sem staršem vedno postavljal težka vprašanja. Koliko je milijon žigalic? Koliko bilk sena je v tem šopu, ki ga je krava pravkar pojedla? Koliko korakov je od šole do doma? Zakaj voda iz soda teče po šlaufu navzgor, pa potem navzdolj? Potem, ko sem prišel v šole, predvsem v gimnazijo, pa sem dobil tudi kompetentne sogovornike, ki so na ta vprašanja znali odgovoriti tako, da sem bil po eni strani zadovoljen, po drugi strani pa so se mi odprla nova vprašanja. Moje zanimanje za človeške posmrtne ostanke se je razvilo z terenskimi vajami v 2. letniku faksa, ko smo izkopavali grobišče v Solkanu in potem so človeške kosti bile in meni se je to zdelo tako zanimivo in tako fascinantno, da je nekaj, kar imaš ti v bistvu v sebi, potem tam izkopavaš in ja, nekako sem potem razvila, sem ugotovila, da mi leži stvar, da se lahko zapomnim stvari, da me res zanima. Ko sem hodil v osnovno šolo, pa začetek srednje šole, sem bil čisto prepričan, da bom študiral matematiko. In tisto me je najbolj zagrabilo, reševanje raznih matematičnih problemov, takšnih in drugačnih. Dokler nisem pol enkrat v srednji šoli zaradi učiteljice, ki je bila zelo fajn za umetnostno zgodovino, ki nam je malo tudi predstavila, kaj pomeni raziskovati umetnostno zgodovinsko, tudi pol na ekskurzije smo hodili, sem se odločil, da mogoče pa to tisto, kar bi rad počel. Torej, ker zadeva moje otroštvo, sem bila toliko raziskovalke, kakor so raziskovalci vsi otroci. Zelo radoveden otrok, zelo rada sem brala. In zelo me je privlačilo tudi to, da sem sama kaj napisala, tako da sem kar hitro začela svoje otroške pesemce, seveda primerne kakovosti, glede na mojo zrelost in starost, pisati. Mogoče, da bi lahko rekla, da je en začetek tega zanimanja za biologijo, za naravo, kar me je pol pritegnil, je bilo lih to, da so me da me je zanimala narava okoli sebe, da so me zanimale živali. V bistvu sem zelo dolgo mislila tudi, da bom veterinarka,
ker sem hotela pač zdraviti živali, ker je bilo to meni blizu. Mislim, sem hotela skrbeti za kužke, za mucke in tako naprej. Odločitev za biologijo, kot pač nekaj, s čimer bi se ukvarjala, ni dajala nekega garanta, da bom pa jaz pol s tem lahko preživela v življenju. Takrat je nekako izgledalo to, da bo bolj zihar kakšne druge vede, recimo, da bi šla v kakšno ekonomijo ali kaj takega, ne, je delovalo bolj za zihar, ampak sem se vseeno odločila, da gremo nekaj drugega, da bom študirala nekaj, kar me zanima. Najbolj očitna stvar je to, da sem zelo zgodaj ugotovil, da rad berem. Da so me zanimali knjige. Moja dva starša sta oba delala v tiskarni, tako da smo imeli knjig doma vedno, kolikor smo jih hoteli. Mene pa na nek način bolj zanimalo, kaj tam not je, ne, tako, in se mi zdi, da sem se zelo hitro začel razvijati enega bralca, no. Glavna pogonska sila raziskovanja je radovednost po eni strani, po drugi strani pa tudi želja spremeniti svet. In jaz mislim, da me je to poganjalo v bistvu že dejansko od zgodnjega otroštva. Vedno sem si želela biti raziskovalka. Naprimer, ko so pred mene posadili krožnik in vilice pri kosilu, sem čisto pozabila jesti, ker sem se zagledala v te vilice in sem se začela spraševati, kako pravzaprav je to, zakaj sem jaz pravzaprav jaz in nisem te vilice. Pravzaprav bi lahko bilo tudi obratno in Bog ve, kako bi se počutila, če bi bila vilice, ampak zakaj pravzaprav nisem vilice? Kaj je tisto pravzaprav, kar je naredilo, da sem jaz Jana in ne vilice? Takrat, ko jaz nekaj najdem, pa to je wow, ne? To je taka bomba zame, pa hočem vsem povedati, kar sem našla. Raziskovanje je strast. Ko ima človek pred sabo problem, velik ali majhen, težko ali lažje rešljiv, vedno ga zagrabi neka tista prvinska radovednost, torej sla po tem, da bi odkril. To so eni najlepših občutkov, ki jih lahko človek doživi. In so primerljivi tistim, ne vem, ko se poročiš, pa ko se ti rodijo otroci, torej ta raziskovalna žilica, ne, raziskovalna potreba, da bi vedel, da bi videl, da bi razumel, to je nekaj zelo globokega v človeku. To jih je težko opisati, no? To po eni strani je neka tista, nekaj sem se naučil, nekaj novega sem odkril, nekaj novega lahko drugim pokažem. Tako da je zelo težko, nek tak miks vsega možnega, no? Vsekakor pa pozitivno, zelo tako motivacijsko za naprej, za delo. Vedno moraš biti malo skeptičen do tega, do česar si zaenkrat prišel, do enih odgovorov, ne, in moraš v bistvu se ves čas spraševati, ali je to, ne, ali mogoče vendarle ne, treba še kaj pogledati, še malo bolj natančno raziskati, se mogoče malo drugače vprašati. To je tisto, kar po moje žene znanost, ne glede na to, je to naravoslovje, je to humanistika, družboslovje, ne, žene naprej. Pri raziskovanju gre za neke posebne občutke, za neko iskrico, ki te žene naprej in neko posebno zadovoljstvo, ko ti nekaj uspe, ali poskus v laboratoriju, ali ko ti objavijo neko znanstveno raziskavo. Moje raziskovalno delo je tesno povezano z mojim pedagoškim delom in to je edino raziskovalno delo, ki je zame smiselno. Težko si predstavljam, da bi raziskovala nekaj, kjer ne bi videla neposrednega učinka v praksi. In če rad delaš to, kar delaš, če rada učiš, potem ta raziskovalna strast s časoma sama po sebi se razvije. In to je bila moja pot. Dobra ideja štima, dobra ideja velja, nič ni važen, kakšen je tvoj nek naziv ali pa odkot prihajaš ali karkoli podobnega. Pomemben je pravzaprav, da si prišel z dobro idejo, pa da seveda, če si obljubil, da boš nekaj naredil, da to res do takrat narediš, ker na ta način lahko skupina potem napreduje. Ne. Seveda pedagoško delo je za nas zelo pomembno, ne. Delo študenti so dosti bolj brihtni od kjerkoli profesorja, tako da seveda to je treba upoštevati in obenem je to krasno. Ne. Tudi z njimi, če probaš nekaj razložiti, kaj si počenjal, končno razumeš potem, ne? Kaj ti povedal si še nekomu drugemu. To je zelo, zelo važno. Ljudje smo socialna bitja.
ko pa konec koncev res nekaj novega odkriješ, oziroma ko najdeš nek odgovor na tisto vprašanje in imaš občutek, da je pa to res nekaj novega, da si zdaj pogruntal s tem vsem delom nekaj novega, je pa to sproži en tak adrenalinski val, da se ga sploh ne da opisati pravzaprav. Tak val adrenalina. To je taka sreča, da bi človek skakal z kavča na mizo pa nazaj na kavč. Ti se odpraviš na teren, planiraš, kdaj boš šel, gledaš vreme, iščeš lokacije, greš tja, upaš, da boš imel srečo, da boš najdel te živali, ponavljaš obiske, večkrat moraš, recimo v jami moramo časih iti večkrat, moramo nastavljati pasti. In seveda, ko najdeš eno žival, ko jo iščeš, ali pa ko najdeš nekaj zanimivega, je super, mislim, to je to, no. Mislim, neredko pač imamo čist tiste otroško navdušenje, ko najdeš, ne vem, pajka v jami jamskega ali pa kakšnega posebnega hrošča ali pa kad ti zamiga nekaj v vodi, tam ena postranica. To je res fino. Raziskovalno delo je zagotovo gonilo celotne civilizacije, celotnega razvoja in je temeljna stvar, ki je pomembna, se mi zdi, da za razvoj in pa obstoj človeštva. Raziskovanje pomeni prispevanje k rasti znanja ene določene družbe. In če tega znanja ni, potem tudi mladi ljudje na nek način ne pridejo v stik z nekimi spoznanji o naravi, o družbi in o sebi. Na ta način, skratka, če pa raziskovanje ena družba omogoča in ga spodbuja in upajmo, da ta družba na nek način spodbuja in še bolj tudi bo spodbujala znanstveno raziskovanje, pa se s tem mladim ljudem v resnici omogoča, da pridejo do enih spoznanj in seveda posledično tudi zanimanja za stvari same. Če hočemo mi preživeti, bomo morali razumeti tudi okolje okrog nas in razumeti, kaj mi delamo v okolju in kako nam to okolje vrača. In to se zdaj tudi zelo kaže, posledica, bom rekla, nespametnih dejanj človeštva. Včasih imam občutek, da se želi zelo hitro s kakšnimi spodbudami za financiranje, recimo, da se rabi vedno takoj, kako bo pa to koristilo človeku. Ja, včasih ne vemo, kako bo nekaj koristilo človeku v času, ko se ukvarjamo z raziskovanjem nekega problema. Vse, kar nas obdaja, torej vse, kar smo oblečeni, vse, kar primemo v roko, vse, kar je okrog nas, je pravzaprav rezultat nekega raziskovanja v preteklosti. Nek raziskovalec v preteklosti je moral vse to odkriti, razumeti, spraviti v proizvodno in poskrbeti, da se je razširilo po svetu. In to dobesedno karkoli, torej vse, kar smo oblečeni, vse, kar imamo v žepih, vse, kar je okrog nas, je rezultat tega. Če ne je bilo znanosti, če ne je bilo znanstvenega raziskovanja, bi se še vedno nahajali v kameni dobi ali pa še kje prej, po vsej verjetnosti še kje prej. Vsaka taka humanistična veda zelo pomaga k razumevanju družbe. Ne samo tiste, ki jo, recimo, jaz se ukvarjam s 17. in 18. stoletjem, ne samo, da razumemo družbo takrat, ampak konec koncev marsikaj, kar nam pove o tisti družbi, takrat nam pove tudi o delovanju današnje družbe. Raziskovalci so tako kot prevajalci, tolmači. Tako da nekaj, kar ne znajo, ne znamo, pa odkrijejo, pa še to prinesejo navadnim ljudem, tako da oni lahko uporabljajo. Vedno se ostal pri denarju, tako da raziskovalno delo je treba razumeti, da je to dost nekega eksperimentiranja, probavanja. Včasih ne veš točno, kaj delaš, ampak to je tisto, kar potem pripelje do novih odkritij. In včasih je težko obrazložiti, zakaj nekaj počneš, če ne veš, ali bo rezultat dejansko pozitiven ali ne. Če hočemo biti konkurenčni kolegom v svetu, potem moramo tudi pri nas imeti vsaj podobno opremo. S svinčnikom in papirjem se težko v današnjem svetu kaj novega odkrije. Tako da družba, ki želi razvoj, ki želi slediti razvoju znanosti, mora investirati v raziskovalno opremo in seveda mora investirati v raziskovalce. Če pa želim recimo izpostaviti en tak praktičen vidik, ki ga marsikdo pozabi, ko razmišljamo o podzemlju kot takem, je, odkot pa dobimo pitno vodo,
Odkot pride voda? Pri nas v Sloveniji imamo sploh srečo, da si lahko vsak pač odpre pipo in si natoči kozarec vode, ki je prišla pač iz takih okolij. Se pravi, varovanje teh okolij, se pravi podzemlja, če jaz rečem podzemnega živalstva, pomeni tudi varovanje njihovega okolja, se pravi podzemne vode, se pravi varujemo svoje lastne vire za preživetje. Pravzaprav znanstveniki in znanstvenice, ki smo se odločili za to, da gremo dejansko bolj v raziskovalno delo, pravzaprav nikoli ne sedimo na vzvodih moči. Tudi, nimamo neke konkretne moči, razen mogoče preko naših spoznanj in preko naše besede v javnosti. Pri umetnostni zgodovini pa pri humanistiki je tudi ta problem seveda. Dostikrat ti učitajo, pa sej nič ni nobenega profita od tebe. Ampak v resnici, če zdaj danes pogledamo turizem, če pogledamo delovanje razstavišč po svetu, velike razstave, ki prinašajo zelo veliko denarja, ker so ogromni obiski teh razstav, pa konec koncev vse, kar se ob teh razstavah publicira, pa se prodaja, to vse temelji na lahko včasih dolgoletnem ali pa več desetletnem raziskovalnem delu umetnostnih zgodovinarjev. Ovire in težave, se mi zdi, da če vprašate 100 raziskovalcev, zdajle vam bojo vsi enako odgovorili, da so to finance, pač vse se nažalost začne in pa konča pri denarju. Mogoče bi sama izpostavila še dodatno oviro, ki je birokracija, s katero se znanstveniki iz dneva v dan, bom rekla, v večji meri ubadamo in se včasih vprašaš, ko prekladaš cel dan papirje, a sem za to sploh študiral. Na nek način se s stvarmi, ki nas zanimajo, ukvarjamo bolj ali manj ves čas. Tako da je težko reči, da ima raziskovalec kakšen hobi. Če ga ima, je hobi verjetno tudi njegova služba. Skratka, to pomeni, da svoje delo rad upravlja. Ko bom velik, bo lepo. Kdaj se bo to zgodilo? Ko kupe žgancev zmazal bom in mleka spil obilo. Moje pedagoško in raziskovalno delo na videz ni povezano z mojim prostočasnim hobijem, to je pisanjem za otroke in mladino, vendar res samo na videz. Dopolnjujeta se obe moji dejavnosti, kar je velika sreča. Tisto, ko vidiš, analiziraš v bistvu, ne moreš reči, wow, kako je lepo. Kjerkoli si, to gledaš čisto drugačnimi očmi. Bog ne daj, da bi šel na turistično vodstvo, ki je recimo po Italiji s kakšnim turističnim vodnikom, ki bi živce zgubil takoj. Eno sporednico pa lahko potegnem tudi med raziskovanjem in mojim privatnim življenjem. Tudi z družino zelo radi potujemo in odkrivamo nove kraje, spoznavamo nove ljudi in pa kulture. Takrat, ko sem utrujena pri računalniku, pa grem k inštrumentu in to zagram in to je fajn, ta sprememba premed. To je tak raziskovalni del pa hobi, to je moja povezava. Moj hobi je jazz petje oziroma petje šansonov. In skratka, seveda vsak teden pridno hodim tudi na pevske vaje. Moj partner se tudi ukvarja z speleobiologijo, tako da seveda sva tudi že kar nekajkrat peljala najino hčerkico v jame in kar z navdušenjem gre zraven. Najraje pa išče jamske pajke. Moj pozitiven nasvet bi bil, da se v življenju res plača delati to, kar rad delaš. Če boste delali nekaj samo zaradi denarja ali pa ker vam je nekdo drug to rekel, se bojo stvari vedno zalomile prej ali slej. Kar se mladih tiče, jaz mislim predvsem to, da morajo biti radovedni. Ne glede na to, zakaj se pol odločijo, je to zdaj naravoslovje humanistika, če manjka radovednost, pol je to slabo. Jaz mislim, da je raziskovanje čudovita stvar za vsakega človeka, ki čuti v sebi to radovednost, raziskovanja sveta in hkrati tudi spreminjanja. Če imajo priložnost kaj sprobati, različne veje raziskovanja, naj sprobajo, pa naj vidijo, da jih recimo nekaj ne zanima.
In če jih nekaj zanima, naj grejo v to. Ker na koncu, mislim, še zmerom ne veš, kaj te bo čakalo v življenju, pa kaj boš pol delal. Ampak če že v štartu rečeš, bom šel nekaj, kar me ne zanima toliko, ampak bom imel pol službo, pol boš cel življenje delal nekaj, kar te ne zanima toliko, pa boš imel službo. Če boš pa šel nekaj delati ali pa študirati, kar te pa zanima, imaš pa še zmerom možnost, da boš tudi delal službo, ki te bo res zanimala, ali boš pa pač delal neko drugo službo, ki te ne bo. A je že v redu? A za računalnikom je v redu? Zdaj še za računalnikom. A ja, še, no to pa še preko. A spet predolgo, ne, nisem delal. Skratka, še enkrat. Ja, ok. Moje področje, ok. Kako izgleda to? Bistveno pri nas je to, ne, da pač lahko se naučimo, kar so znali pred nami. Tisto, kar so odkrili pred nami, smo se sposobni naučiti in od tam graditi naprej. Ne. In zato nam ni treba delati kolesa v vsaki generaciji na novo. Ne. Pravijo, da smo nori. Ne vem, to je tako idealistično, to je tako težko reči, res. Če se lepši izrazim, smo samo posebni. Ja, vsakič malo drugače. Računam na to, da boste zmontirali. Ne. Obstaja še kje kakšna zemlja, podobna naši, in na koncu seveda morda obstaja še kdo, ki se takole pogovarja pred kamero nekje drugod, ne? Ja, pa če je res, pozabili smo luči ugasniti, no, da bi imela ta občutek, to mi je pa žal. A sta ji? Prosim, da gre vse to ven. Te neumnosti. Ja, ok.